Edis. Ja, Edis, ja. Kdo ureja tvojo brado? Na zadnjem je Tevš. To je en, ki glih kar končal full barber education pri meni. Pa je kar bil hiter, ja. Nimaš teh težav, da... Odvisno. Najbolj zaupam Kičetu, ta moj prvi friend oziroma barber. Tako. A je urejanje oziroma urejena moška brada statusni simbol? Ne? Ne vem, no. Meni so realno neurejene mogoče malo lepše. Okay. Če so urejene, so mi mogoče malo preveč zaradi teh turških serij ratale malo preveč turške. Ja. Ja. Tako da rečemo, da recimo, če vidim nezga, ki ima ono ful hudo brado, bi rekel, ta je pisatelj, umetnik. Se mi zdi ful bolj delikatna pa bolj Ampak a lahko na podlagi tega, kakšno ali pa kako ima en moški urejeno brado ali pa brke, a ga lahko nekam umestiš ali pa tako, ne, veš, ne da ga spoznaš, da že malo veš... Ja, lahko ga, ja. Jaz recimo, jaz frizure ali pa brade ful primerjam oziroma urejam vezano na njegov stil, kar pomeni ful pogledam patike rad, tako patike mi povejo. Čevlje? Ja. Čevlje, teniske, superge. Teniske, ja, to je ta izraz. Ampak ko vidim, da recimo mogoče glih tu ne sede na njegov stil, mogoče ga vprašam, kaj posluša. Tako da ja, dostikrat se prilagaja brada ali frizura na stil, kar pomeni nekdo, ki ima ful zapuščeno brado, ga takoj umeščaš med mogoče bolj art ali pa mogoče že bolj ulično, ne. Tako da nekdo, ki nima urejene brade, verjetno mu ne bo glih pasala ful srajca gor, ne. Ne morava pa vedeti. Ja, mogoče pa tudi, ne. Ja. Ja. Ker sem en podatek našla v en londonski brivec, ne vem, če si kdaj slišal zanj, Ken Modest. Okay. Ok, nisva slišala. Ampak on ima v Dorchesteru, tam v hotelu ima nek svoj barber, ne, brivnico. In ima cene tako 35 funtov za pač to striženje, ampak njegova stranka je v bistvu en sultan, Bolkiah, kralj Bruneja, na primer. In koliko misliš, da kakšna je cena, da njega porihta? Lahko pa povem, da je še v to ceno vključena letalska karta, hoteli in pač tako 1 na 1, tipi topi. Torej on gre njega rihtati, ja. Da. 10 jurjev. 25,000 evrov. Ja, okej. Ta je pa kar hud. Hud. Ja. Katera je tvoja najdražja stranka? Najdražja stranka? Da si računal oziroma da je bil tak poseben tretma. Poseben tretma je bil v Banja Luki, ko sem stregel na ulici, pa je prišel en švicarski barber, pa je dal 100 evrov, da on mene postriže. Ta je bila huda. Ko sem stregel na ulici, kao da zaradim, on je rekel, jaz sem barber, ti jaz plačam 100, pa jaz tebe postrižem. Tako da to mi je mogoče ena tako respekt. Več od tega pa tudi nisem zaslužil ravno za eno frizuro. Ni mi to nek bil cilj, da imam ful visoke cene, wow. A to je bil del ene od tvojih potovanj, to za To v Banja Luko? Luki, ja. Bova se tega dotaknila. Mogoče še prej, koliko lahko v bistvu zaslužiš kot brivec? A se da od tega živeti? Kakšne so cene? Glej, tako je. Kot brivec, to je zdaj ful problem današnje mladine, ne. Vsi vidijo neke brivce uspešne na Instagramu in mislijo, wow, zdaj bom imel pa ful denarja, če bom ratal brivec. Ravno stanje je pa malo drugačno, kar pomeni, da če si nek povprečen brivec, ja, zaslužiš 2 do 3, če si priden. 1000? Ja. Če delaš pri nekom tam jurčka pa pol, če je cool šef, ne. Ali več. V realnosti je pa point, da boš imel zmer cash v žepu, ne. Kar pomeni, ti kot brivec nikoli ne boš bil brez casha. Razen če imaš slabe navade, ne. Okej. Pol ni glih pogoj to. V glavnem, kar hočem povedati, je, da imaš brivce, ki res veliko služijo, kakor imaš fuzbalerje, ki veliko služijo. In to so cene? Cene misliš kot striženje ali Ja. plače? Ja, recimo, ne vem, dam ti primer. Nek barber, ki striže na pol ure pa računa 20 evrov, lahko zasluži nekih 6 jurjev prometa. Kar je kar že v redu, ne. Nek barber, ki pa dela kvaliteto, pa računa 25, pa striže na 40 minut, bo naredil pa 3 do 4, tako v easy, ne.
Tako da rečemo, če si hard worker, ne vem, ko recimo fadeom tam v fast fadeu, bo v enem letu naredil 100 jurjev prometa, kar je objesno velik, ne. Sem se veš, ko je pa prispevki ono tretje, tako da ni to čisti denar, ne. Spet. Torej se v bistvu splača, mislim, če si pridan. Ja, se tu. Problem je, da folk misli, da ni to garaško delo. Ti stojiš cel dan na nogah, poslušaš folk in ne vem, če lahko delaš vsak dan 12 ur, ne, da zaslužiš tak promet. Posebej, če delaš to na dolgi rok, po dolgem roku tazga striženja ti definitivno ni več všeč to, kar počneš. Tako da treba pravilno dozirati, kakor vse stvari v življenju, ne pretiravati, da imaš to lahko res za celo življenje kot šiht. Ti si v bistvu odgovoren, težka beseda, Ja. zato da je kar nekaj moških v Sloveniji na določen način postriženih, pobritih in temu se reče, zdaj ne vem, a je to tehnika skin fade oziroma fade. A lahko poveš, kaj to je? Ok, tudi si mi dala to znak, da sem odgovoren, zato je malo težka je, ker obremenujoča, ampak rečemo, da ja, da štartal sem s temi shaverji in skin fadeom, torej da je ta iz nule prehod. Ampak se, če ne bi jaz štartal takrat, bi verjetno nekdo drug. Torej jaz sem samo golden, tam 2014 se je to začelo dogajati, ta barbering se je začel probujati in jaz sem bil glih v perfektnem timingu, da sem odprl takrat barbershop, ne. Tako da ne morem glih reči, če ne bi jaz, tega ne bi bilo. Vem pa, ko sem prišel iz Londona, pa ko sem videl folk na ulici, noben ni imel skin fade in so bile čupe res slabe. Takrat sem vedel, da sem naredil ful pravilen korak, da sem se vrnil nazaj. Ko v Londonu so pa že imeli, kar pomeni, da tam ne bi bil neki, tle pa sem neki, ko sem letel nazaj. Ok, zdaj za une, ki recimo ne vejo, kaj je to ta skin fade, ta prehod, o čem To je v govoriva. bistvu, da vidiš kožo, prehod, ne. Pač Torej te je na skin fade. glavi, da je zabrit da in je- potem da je pač postopoma. Zdaj tako, ko govorimo postopoma, to je zdaj kot nek edukator, ti lahko rečem, da obstaja kontrast, ne, in pol je odvisno, kako imaš stisnjen ta fade, ne. Torej recimo tle je 0, pa kje boš tu zatemnil. In ti bolj temni pa rečemo hitri prehodi, rečemo, da so bolj čefo style, te pa, ko imaš bolj raztegnjene, so bolj taki kulturni, ne. Aha. In pol verjetno nekemu starejšemu boš dal malo bolj raztegnjen fade, nekomu mlajšemu bolj zategnjenega. Tle smo prišli, včasih je bil pa sem prehod, ne. Ok. Kdo je barber in kaj vse počne? Kdo je barber in kaj vse počne? Slovensko je sicer brivec, ne, ampak je Ja. to zelo, je malo več, Brivec ne. dobiš občutek, Ja. da samo brije. Ne? Tako. In tle je ta problem. Tu se je ful brivnic spremenilo v barbershop. In v bistvu, tudi ko sem štartal, je to ful dobro palo not. Ampak overall, kaj barber pa vse počne? Barber dela vse, kar je vezano z zgornjim delom. Torej, brada, frizura, ne. Rečemo, da če ne uporabljaš britve, bi ti jaz prej rekel moški frizer kot barber. Tako da rečemo, da recimo, če ne uporabljaš britve, se te ne bi glih dal kot barberja, bi te prej dal kot moški frizer. To je neka taka, ki jaz gledam. Ne. Kako ste pa tako, če obstaja tako lestvica, kjer je nad ali pa pod barber ali frizer? Kaj je bolj kul? Trenutno, na žalost, je ful bolj cool biti barber, ne. Ampak mi je pa ful žal, ko vidim te mlade, da sploh ne dajo prilike ostrišti, mogoče kakšen daljši las, pa mogoče se zaljubiti v to žensko striženje, ker meni osebno dogaja, ne. In mi je mogoče žal, da sem takrat tu ustavil, ne. Tako da, ja, definitivno je zdaj ful hype okoli barberstva, tudi nasploh. Ne v Sloveniji, ampak v Ameriki meni zdaj celo ekonomsko bilo najbolj bla, 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 res med najbolj tem. Kaj, zaslužkarji ali Kot, kaj? ja, kot donosnimi? barbarstvo, gospodarstva, brivstva je šlo na en kup gor, v glavnem, da je najbolj uspešno bilo na en kup let, ne. Kar pomeni, da je res porast v ekonomiji barbarstva, ne. Ampak a se v Sloveniji recimo zavrne, če pride ženska v bistvu brivnico? Ime je še vedno brivnica, kako pa pol uporabiti pojem barber? Ja, če pridela je tako. Jaz sem včasih bil ful proti, ne. Tudi recimo, če bi šla kakšna bejba s kratkimi, mi je bilo kar ono. Zdaj mi je pa ful všeč, če vidim, ne. V stilu pač
kul, ne. Tudi načeloma itak ne pridejo, ko se ne počutijo dobro, ne. Kakšne samozavestne punce mogoče pridejo, ne. Moraš vedeti pa, da prideš v brlog nekih polnih tipov tam, ne vem, če ti je glih ful prijetno tam skakati, ne. Okay. Ja. Čeprav včasih so imele ženske prepovedan vstop, ne, v brivnice. Ja, lahko ti povem, da en kolega v Srbiji je bil tako pozvan ven v Beogradu, ker ni pustil ženski vhod, da so imeli celo ne vem kako hajko, da je mogel da ta napis stran. Ne. Aha, ločil je. Ženske uprla, ne. Ja, imel je on prav napis, kao, ne, woman not allowed, bla, 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 Ja. in se je naredil cel hajp okoli tega. Ker so pač za ene pričeske, ne, recimo mulet, ne, Ja. ki pač gre za tak tip pričeske, ki je v bistvu tle malo postrižen, pa pol malo daljše, ki jih v bistvu tudi ženske, oziroma ne glede na spolno, take tipi frizur, Ja. ki pašejo. Ja, saj jaz imam s tem kar problem, ne. Okej. Jaz recimo, če bi se lahko odločil, bi delal glih tu, ne. Torej, srednje dolg glas, baby tipi, nima veze. Tle sem lahko ful kreativen, pa se izražam po svoje. Ampak v realnosti je pa da v bistvu kot barber, recimo, jaz gledam na to tako, če sem barber, se ne bi smel dopustiti, da začnem strižiti ženske, ne. Aha. Torej, jih rad postrižem, ni pa nekaj, s čim bi se jaz rad predstavljal svetu, s svojim delom, ne. Kaj pa ženske, kako je ženski spol, barberke, brivke ali kako so, obstajajo? Ja, seveda so, ja. Mi imamo 2, 3. Okay. Ja. In kako so one pol sprejete? Pa moraš vedeti, da tisti tipi, ki imajo radi, da jih sem ženske strižejo, je top, ne. Overall, mislim, da naredijo nek svoj vibe v brivnici, ne. Tako da meni osebno so celo zaželjeni v barbershopu. Je pa res, da nekateri pa tega ne marajo, ne. Okay. Spremeni vibe, je drug pogovor, ne. Kar pomeni, da ne govoriš glih neke take stvari, kakor bi mogoče sami tipi govorili, ampak definitivno mogoče pa tudi cool, ne. Ja. A si mislil kdaj, da bo tak hype postal zaradi teh brat? Oziroma brivništva. Zdaj, če grem čisto. V 90-ih so bili rockerji z dolgimi frizurami. Pol nekako so bili reperji, pobriti po glavi. Potem nekako so prišli te hipsterji, indie, flanelne srajce, triftanje in pač te urejene brade. In to je bil pač nek Ja, hype takrat, ki je zdaj malo šel, ampak ampak je ustal. Ampak je ustal in to na nek... To je zdaj klasika ratala. Tako. Takrat je bil pa hype. Takrat so vsi Hype. puščali brade, ne. Glej, tako je. Jaz, ko sem odprl barbershop, jaz sem ga odprl v Bajti, kjer pač ta stari živijo in je fotor bil ono kao, vem, da bo laufalo, ne, ampak jaz sem bil v stilu, lej, ko mi jaz to odprl, ti ne boš imel kje parkirati, ne. In danes je tako, še zdaj, ne. Jaz sem pač vedel, da bom hype, jaz sem vedel, da bo brivnica pokala, nisem vedel, da bo se furala cela Slovenija zaradi brad do mene, nisem vedel, da bom znan ratu zaradi brad, sploh nisem vedel tega, jaz sem vedel, da bom hudo strigu, ne. Ampak čisto realno tako, jaz sploh v Londonu se nisem učil urejati brad. Folk me je pa, v bistvu tudi televizije, pa bla, 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 so me pa vsi hypali, da sem majster za brade, ne. Okay. Ne, kar pomeni, da jaz v bistvu na unih strankah sem se učil urejati brade. Jaz nisem bil glih nek stručko. Ampak, ker so vsi prihajali do mene, jaz sem imel 80% brad v tistem cajtu, ne frizur. Kar pomeni, pač ne, če veš, kako je brado urejati, to je ful kičmolomec, ne, ko bi to hrbtolomilec storitev, ne, kar pomeni, da v bistvu si ful pokrčen. Tako da sem prav en cajt sem že kar bežal od teh brad. No in v glavnem sem se učil na svojih strankah, ker sploh niso vedela, oni so mislili, pa sem jaz ful strokovnjak, da rihtam 1 uro zaradi tega. Jaz sem rihtal 1 uro, ki nisem znal zrihtati, ne. A cenil sem me pa 5 evrov, ko sem takrat štartal z brado, ne. To pomeni 1 uro sem te rihtal za 5 evrov. Pa ko govoriš pri meni, ne, to je Novo mesto. Ja, to je Novo mesto. Ja. Jaz sem štartal z 10 evrov striženje, 5 evrov brada. Sicer sem po enem mesecu že mogel dvigniti, ker sem bil, ne po enem mesecu. Vem, da sem pogledal na koledar in sem bil zaseden 2 meseca naprej, takrat sem rekel, ok, prepocen sem in pa sem ful hitro dvigoval, ne. Mislim, jaz se dejansko spomnim, ko si potem svojo partnerko, ko sta odprla Briv bar, ne,
Brivbarnica. Brivbarnica, ja. Ja, ampak ok. Ja, prosti. Se noben Da ne so, zna. da so hodili iz cele Slovenije, mislim dejansko, iz Maribora, Ja, Kopra, Pulje, Ljubljane, ja. pač Pač, jaz sem bil takrat ful mlad, ne vem, koliko sem bil, 21. decentraliziral si Slovenijo. Ja. Tako, pač bilo je dejansko, mogoče sem bil malo neodgovoren, pa je kdaj kakšna stranka čakala pred barbershopom, ne. Ampak je bilo pa definitivno nekaj, kar naj bi človek pričakoval, ne vem, iz slovenskih konic so se furalo v Novem mestu za zrihtati brado, ne. Tako res je bil sedi sposod, ne. Ampak pol je pa tu vsak kraj dobil svojo brivnico, ne. Tako da jaz v bistvu sem tudi hvaležen, da se je tu zgodilo, zato ker nekako je zdaj ta kultura tle, ne. Prej ni bilo, ne. In večina teh brivcev se je v bistvu pri tebi učil, ne? Ne morem reči, da večina. Veliko, no. Če koga kje vprašam v Mariboru, kjerkoli mi povejo, da... Ja, ok, sem jih veliko naučil, ja, ampak definitivno je pa tudi dosti nekih samoukov. Sicer unka pa hoče res nekaj več, ja, pride sem, pač tako je. Zdaj ti imaš v bistvu ogromno stvari delaš, med drugim imaš tudi seminarje, akademije Tako. in kaj, vsak vikend pravzaprav nisi v Sloveniji, ali kako? V Sloveniji res nisem, ja. Ja, zato ker tam v bistvu imaš te seminarje in Ja. učiš v bistvu druge, ne, in to hodiš po celem Balkanu, tudi po Evropi, Ja, zaželena roba. ja, rečemo, da zaželena roba, ampak jaz mislim, da je to, tako, to je en tak bubble, ne. Dobro. To se zdaj dogaja, moramo biti realni. Mislim, ok, lahko da to traja zelo dolgo, ne, ampak jaz sem tako bolj realen človek in mislim, da je to trenutno ful v porastu. Okay. Ampak trenutno je zdaj že več kot 10 let, ne, sva ugotovila. Ja, ok, tu se strinjam. Okej. Ne. Ampak recimo, ko sem jaz včasih rekel v gostilni, da sem barber, so me gledali kot doktorja, ne. Danes, če rečeš, da si barber, te noben nekaj ne pogleda. Ja. Nisi glih, a ja? Ja. Veš, včasih, ko sem rekel Big Star, tam, jalo, jaz sem brivca, pa te pokaže, to je brivc, a ti uporabljaš britvico, ne. Tega več ni. Tako da definitivno, kar ratela ta gužva, bo čez cajt še več te gužve in boš manj vreden, ne. Ampak ja, dokler sem pa hud v svojih izkušnjah oziroma rečemo bolj v skillu, ne. To rečemo, da imam znanje kar močno, ne vem, ker ful vlagam v svoje znanje, kar pomeni, da recimo nisem ugasnil, ampak se še zmeraj izobražujem veliko, ne. Me bojo težko dohiteli. Zato, ker pač jaz vem, koliko vložim v to znanje in vem, koliko mi to znanje lahko prenese naprej. Koliko si vložil v to znanje do zdaj? Eno leto sem računal, je bilo 17 jurjev. In takrat sem glih to res, vsak majster, ki sem videl, da je tako res, level, sem šel do njega. Tu govorimo od Angležev, Italijanov, tudi Ekvador, vse živo. In kako to, a ti to po Instagramu jih vidiš in pišeš in se zmeniš? Instagram in čekaram, kje imajo seminarje. Če slučajno nimajo nekaj seminarja, ga pokličem k sebi. Pač jaz hočem to znanje. Jaz sem v bistvu full bajtov. Jaz pravim, da karkoli delaš v lifeu, moraš imeti inspiracijo, ne. In v bistvu ta inspiracija ne pomeni, da boš ti en faker. Mislim, saj smo vsi copy-paste, nič ni novega, ne, bodimo realni. Ampak je point, da če imaš ful veliko inspiracije, boš bolj ratu svoj. Kar pomeni, imaš 7 različnih inspiracij, to pomeni, da ne boš isti kunih 7, ampak boš iz njih izvlekel in ratu bolj samo svoj. Prav, ne, da moraš imeti enega idola, ki ga v bistvu malo posnemaš in pol ga v bistvu nadgradiš, ne. To jaz delam, ja. Mislim, ne, da to delam zavestno, ampak ja, delam. Ja. Jaz tudi to svojim govorim, ko pride do mene. Pač vsi mislijo, aha, pa sej tu bom. Ne, ti se trud biti jaz, ampak ko se boš trudil biti jaz, boš ti ratu ti. Ne, tu je ta point, ne. Ful mislijo, da če tudi akademija se imenuje IBU, ne. Torej, če prevedemo, ne, jaz bodi ti. Bravo. Ja, wow, ful dobro. Chat GPT. No, in v glavnem, ful sem v tem nekako usmerjen, da mislim, da moraš biti odprt, biti nekdo drug, da rataš bolj nekako svoj, ne. Kar se ful čudno sliši, ampak je realno tako, no. Kje so bile tvoje inspiracije? Še danes je definitivno Josh Lamonaka,
kar je noben ga ne more ujeti. Tudi če ga vsi ne marajo, ga še zmeraj noben ne more ujeti. Jaz imam ful različne inspiracije, veš. Jaz tudi nimam inspiracije kot samo barbarja, imam tudi neke frende, ko so hudi v poslu, ne. Mogoče bi ful izpostavil Nikota, taka ima volk srajce, on mi je ful, kako je on zagrizel, pa koliko je on dal sebe not v posel, se meni zdi zmer, da se jaz dajem premalo not, ne. To je tako. Tako da inspiracije vlečem iz različnih stvari, ne. Tudi od raperjev, od stila, od hoje, ne vem. Velika inspiracija mi je bil zmer Will Smith, Fresh Prince. Njegov attitude, njegov karakter je najjači karakter. Kar ga ne moreš prekopirati, ne, ampak definitivno ga mogoče kdaj vidiš v nekih mojih facah, ki smo ga gledali, ne. Tako da je veliko teh nekih inspiracij, ki te pol definirajo, ne. A je bil kdaj pod tabo kdo, da se je Edisu zatresla roka? Ja. Ja? Ja. Kdo? Čak, Kdo je zatresel roko Edisu? A ja, tako misliš? Kao, da bi vplival nek človek name, da se Ne, ali pa da zatresem? si ga bril Aha, oziroma, ja. A ja, aha, kot misliš, da sem nekoga porezal, to misliš? Ne, ampak da si mu tremo, ne? Aha, da sem imel tremo. Pa okej, sem imel tremo, ja. No, Recimo, prvič, ko sem Zlatkota rehtal. točno sem vedela, da boš njega omenil. Ja, prvič, ko sem Umeka stregel. Pa mogoče tudi... koga sem še tako stregel, da sem imel mogoče malo? Frankie, onega raperja sem je tudi malo. Ampak danes, glede striženja, pa ne bi imel več, po moje. Sem že rato tukaj. Veš, recimo takrat sem bil barber v barbershopu, pa mi je bilo pomembno, ne. Zdaj mi pa ni toliko pomembno, kaj si nekdo misli o mojem striženju, ne. Tako da je malo drugače, ne. Kaj pa dela dobrega barberja? Rečemo, da ko sem se šel učiti glih do tega Dave Palmerja, ki ni barber, ki je bolj frizer, tam sem doživel, da sem nula, ne. Tako skoraj sem se zjokal, no. Tako res. Po tej edukaciji je bil tak ego reset stari, da še danes, ko pomislim, je prav smešno, ne. Kaj veš, ne vem, strigel sem 10 let, imel seminarij, ono tretje, pa pridem tam, pa mi začne težiti, da ne držim pravilno prste, ko strižem, ne. Tako da tam mi je bilo tako malo ego reset, pa mogoče malo jokica, no. Tako malo solzno oči, ne čista jokica, no. No, pa kaj dela dobrega barberja? Kaj dela dobrega barberja? Kaj, da je hiter, da je natančen, da... Da je konstanten. Kaj to pomeni? Da tudi, ko ima slab dan, da dobro postreže. Pa da zna fejkati, da je dober dan. To naredi tudi dobro osebo, ne. Jaz recimo tudi, če sem živčen, se potrudim ne pokazati ljudem, da sem živčen, ne. Čeprav oni, ki me dobro poznajo, me skontajo, ne. Ampak nekdo, ki me ne pozna, me ne more skontati. Tu se mi zdi, da je tako ena taka... ne vem, nekdo, ki ti postreže kavo, pa te sem lepo pozdravil, je to, ne. Jaz iz prve dam takmu človeku napitnino. Tudi če je kava za nič. Aha. Zato, ker mi je strežba, ni pomembno tu, ker kavomat pa sama kava ni kriv on, ne, ampak bolj gazda. Tako da se mi zdi ful pomembno, če nekdo upravlja svoj poklic z boljšo voljo, da da onih 20-30% več, mu pol tudi nekaj pustno. Koliko so družbena omrežja mogoče spremenila pričakovanja moških glede videza? Wow. Pa ne moških, po moje kar vseh, no. Ampak jaz sem šla zdaj prav na moške. Ja, ker sem jaz barber, ne. Ja, okay. Ženske vemo, da Ja, čist preveč. je za drug video. Čist preveč in tudi mene moti in me iritira to. Po eni strani pač sem Instagramuša, ne. Kar pomeni, da mi Instagram dosti pomaga pri dosti stvareh, moramo biti realni. Ampak ne morem pa toliko fejkati, ne. Kar pomeni, ne bom si pobril prsnega koša in se slikal brez majice, da sem jaz pač bolj počutil, ne. Tudi ne bom se šel posaditi lase v Turčijo, da se bom bolj počutil, pač raje imam kapco gor. Definitivno mi ni cilj biti čist perfekten, ne. Kar pa te tera Instagram in današnji svet, da si To perfekten. je ta moško sfera, ne, v kateri Tu je se žalostna zadnje čase sfera, tu veliko ni govori. moška, tu je žalost ljudi sploh, da grejo tja, no. Da hočeš biti perfekten, ker se mi zdi, upam, da čez 15 let bojo pa glih ti, ki niso perfektni, ratali bolj zanimivi. Upam, no.
Torej, glih te imperfekcije, neka oseba, ki ima velik nos, bo zanimivo sem zato, ki ima velik nos, ker ga ni šlo operirati, ne pa, da vsi imajo perfektni cep, vse veš, kaj mislim, ne. Kako si v bistvu šel čez te imperfekcije? Ker dostikrat si govoril o tem, da v šoli nisi bil najboljši, Okay. da si imel nek tak občutek, da so sošolci boljši, ali pa mogoče nek občutek zaradi tega manj vrednosti. Ali tako se mi, da si skozi se boril, no? Da si, Obstal v sistemu. ja, ne, ker marsikdo verjetno v tvojih čevljih ne bi, ne. Saj zdaj, ko danes tukaj sediš, izgleda lahko, ne. Aha. Kako sem obstal v tej, ali kaj? Ja, kako si šel čez vse te, Ja, pač neke da stvari... si se boril, no? Da si se v bistvu skozi boril, da kaj te je tisto, ki te je skozi gnal, da si šel čez vse. Jaz mislim, da je ta mogoče z očetom mogoče malo, ne. Ker moj foter je bil v svojem cajtu zelo pač posloven tip, ne. In mogoče, da sem malo tekmoval z njim, ne. Pa še zmeraj mogoče tekmujem ne z njim več, ampak z drugimi, ne. Tako da mogoče ta neka tekmovalnost me tera, da sem boljši, ne. Pa tudi žalostno se sliši, ne. Ampak me motivira, da sem boljši v, recimo, ne vem, nekdo me dohiteva, vidim, da že lepo dela sekcije, že blizu mene, ne, gremo biti še jači. Nekako imam nek ta tekmovalni del, to me zmeraj mogoče bolj motivira. Tudi kot biti dober človek ali pa recimo trenirati vsak dan. Mogoče treniram sem zaradi tega, da če pride do situacije, da sem pač hud, ne. Ni pa zdaj, ne vem, sem ti prav odgovoril? Ja, Pa ampak sem spet falil. ne, a si kdaj ogrožen? Ali pa kako greš čez to, a veš, če se skozi trudiš biti na vrhu, to je težko, ne. Aha, Pravijo, da je skoraj lažje to. priti na vrh, kakor pol na vrhu obstati. Aha, okej, ta je pa ful dobro, veš, tale je težko, ja. Mislim, ne da je težko, v bistvu je, tako je. Jaz se dostikrat vprašam, če je vse to vredno, ne. Pač ja, imam vse, kar dejansko tudi, če bi zdaj nehal delati, pa da bi se samo zaprl v barbershop, recimo, imel sem idejo pred enim mesecem, da bom naslednje leto ne bom imel nobenega seminarja in bom samo strigel v Brivanci, okej? Ampak to realno ni možno. Zato, ker vem, tukaj se poznam, jaz imam rad, da dogaja, ne. Okej. In da bom jaz 8 ur v šopu delal, mogoče pa celo bi, kaj pa vem. No, in v glavnem, ja, da je lahko biti tu, kar sem trenutno, definitivno, da postaviš bilo koga zdaj na moje mesto od barbarjev, bi rekel, okej, ne grem se tega. Zato, ker jaz pač nisem doma. Jaz pridem domov vsak večer ob 10, 11, krenemo domov okoli 7. Še vedno v Novem mestu živiš, Še ne? vedno v Novem mestu živim, tako da v bistvu mene nič ni doma. Vikende niti enega nisem doma. Evo, zdaj sem skenslil prejšnji vikend, da sem doma, sem prav skenslil seminar, da bom doma. Nisem bil doma, ne. Sem šel delati na en event, v nedeljo smo nekaj fotkali, Tako da v bistvu nisem nič. Zdaj pa, koliko je takih ljudi, da se toliko zagrize not, ne, jih je po mojem malo. In pol, ja, dobijo te aplavze, kakor si prej govorila, ampak ti aplavzi so v bistvu nekaj, ki te pa po drugi strani ima skozi ta ali biti frej, ne, ali ga trgati, ne. In nekako ga skozi grem trgati. Tudi, ko pride ful težek dan, ker vsi imamo težek dan, ga moram jaz še zmeraj trgati, ne. Ne zanima on, kaj je plačal seminar, ne zanima njega, kak imam jaz dan, ne. Tudi recimo ne boš me nikoli slišal na seminarju, da rečem, 1 uro sem spal. Pa sem sfuril seminarje, ker sem tudi po 1 uro spal, ker je bila tako dolga pot. Pa sem sfuril cel seminar, pol sem pa mogoče na koncu rekel, ker mu malo pojavko, ne. Tako da povemo, na teh seminarjih je tako tudi do 1500 ljudi, ne? Imaš seminarje, ki je tudi 3 ure, samo jaz še tega nisem doživel, ja. Imam pa tudi seminarje pred 600 folka, seminarje pred 100 folka, 150, odvisno. In kaj te, kakor sem zvedla, ne, te tam ponekod tudi koliko malo kot zvezdnika tretirajo, ne, da... Ja, kar ja. Mislim, no. Ja, odvisno, koliko ga potrgaš, pa koliko si hud, ne. Zdaj pa preveč to. Recimo, rečemo, si na koncertu
in je nek glasbenik, mogoče, ki ga tudi ne poznaš, ker jaz zdaj nisem v brivskem svetu full znan, ne. Tako rečemo, sem nek medium rare v evropskem svetu, ne. Okay. A pa mogoče ajde malo več, nima veze. Nekje na sredini. Nekje na sredini Dobro. sem trenutno. Okay. No, in v glavnem, ko prideš med večje zvezdnike, mi v zvezdnikih realno danes žalostno, ampak govorimo o followerjih na Instagramu, ne. Ker tu je jakost, kako se merijo brivci danes. Po sledilcih. Ja, ful je tega. Oh. V realnosti pač nekdo, ki nastopa, pa ima 2 milijona, veš, da ga drugače gledajo kot nekoga, ki jaz, ki imam 20, ne? Jurjev, ne milijonov. Kar pomeni, da če ga pocufaš, na koncu nima veze, koliko ima kdo followerjev, ne? Kar pomeni, če si hud na odru, če rasturiš, če si kar meni načeloma kar gre, ker sem od majhnega pač se z muziko malo ukvarjal in sem znal biti na odrih. Je pa res, evo, ta je ful zanimiv. Ko sem prvič nastopil v Patio, ko sem prvič nastopil pred velikim odrom, sem pa wow, ko Eminem 8 Mile, veš, tremica, 3 dni sem bil na WC-ju, sploh nisem mogel nič, ne. Tako da v bistvu ta del, da nastopam, je neki, kar je superstar type, ko greš na nek šov, ja. In kaj je tam? Ja, ne vem, podpisuje se folku, tako, rečemo, ko vidiš na televiziji, ko folk, vsi okoli njega slikati se moraš. Fotografirajo. Moram reči, da dostikrat se mi na Balkanu zgodi, ko je nek velik šov, jaz bi šel sem po nastopu na cigaret, mogoče 2, pa se lahko slikamo. Ampak jaz nikoli tega ne doživim, ne. In zmeraj na koncu, da se, mogoče s cigaretom celo fotkam, vsem govorim, sem čik, ampak pa, ko je full folka okoli tebe, pač bo že preživel 1 uro, ne. Edino enkrat se mi je pa zgodilo, da nisem mogel ni požrk vode narediti, ne. Nisem dobil te vode ne vem koliko cajta, ne. Čisto suh v grlu, folk navalil. In meni zatrajalo skoraj 1 uro pa pol, da sem dobil, sem dobil vodo pol vmes, ampak fotkanje, potem je šlo pa že malo. Pa kaj, a to na teh seminarjih so večinoma barberi, kaj, frizerji? Barberi, frizerji, tako je. Pa vmes mogoče kakšen navdušenec, ampak večinoma barberi, frizerji. In pač ja, oni te gledajo, veš, ipak, ko si ti v publiki, pa nekdo na odru je malo, ne, jaz sicer jih zmeraj primerjam, pa jim hočem povedati, da bi se tudi njih naučil, ker je res, ne. Da naj ne gledajo na neki, na nas, ne, ker ful folka ima občutek, ko so ti šovi, da sem ful vzvišen, pa to, ne. Ampak ja, se zmeraj bo neki komentarji. Ampak v realnosti, če pač šetam mimo, pa te ne pogledam v oči, ne pomeni, da sem vzvišen, mogoče kaj razmišljam, ne, pač ne. Ampak ja, no, v glavnem tu fotkanje je pač meni osebno, vsaj daj mi roko, pa povej, ko ti je ime, ne. Ker najbolj mi gre na živce, da sem prislonjen zraven, pa lahko fotka, ne. Daj, živijo, jaz sem Jure, se lahko s tabo slikam, živijo, sem Edi stari, lahko, ne. Sem to. In pol vsem težim, kako ti je ime, what's your name, ne. Pač daj, povej mi, ko ti je vsaj ime, da vem, kdo si. Tudi če ti veš, kdo sem jaz, ne. A se tebi to zgodilo, da si ti koga tako občudoval, da si pol se hotel z njim fotkati ali pa narediti zlatko? Ja. V majhnih letih, tam en prvi letnik mi je bil on po mojem največji vzornik, ne. Takrat, ko je on v letu z Gold dvojko, belo, takrat me je ful hypalo. Tudi zaradi njega sem po moje začel rapati, ne. Side, Side, ja. tvoje umetniško ime. Ja, tu smo s Flamijom se spomnili pred studijem, ko sem mogel izdati prvi Kako se komad. tvoje ime nazaj prebere? Ja. Pač, ja. In takrat sem bil Side MC. Seveda, to je bilo zelo moderno Ja, takrat. takrat. Prvo sem hotel biti MC Side, pa mi ni bilo všeč, pa smo pa Side MC v reviji na naslovnici. Ampak od takrat, veš, da sem pol prav razmišljal nekaj takole, nisem imel ful inspiracije po njemu. Sem imel njega kar dosti časa za neko inspiracijo. Pa je tudi še danes lahko inspiracija, veš. Ker je zelo, kakor ima on driva, ima zelo malo ljudi toliko driva. To tudi pokaže, koliko malo albumov izdanih, ne. Ampak realno, ne vem, pač saj veš, kak je energičen, pa prevzame cel šov, ne.
Tako da mogoče takrat kot klinjo, ko sem letel 13 let star, pa me je on pobral z ono Gold dvojko, pa smo freestylali, ne, shit, ne. On me je tudi pelil prvič v studio, tako on me je spoznal s tem svetom. Tako da ja, z njim sem se po moje celo nazadnje slikal. Ne vem, če sem, mislim, da celo nisem šel do nobenega od takrat naprej, da bi se s kom prav slikal. Tudi če se pogovarjam z znano osebo, govorim, da sem se kar dosti pogovarjal z znanimi osebami. Nikoli v življenju ne pomislim, da bi se slikal. Pa ne v stilu, da mi je izpod časti ali pa kaj, ampak ne vem, če mi slika toliko pomeni, primer, da še tam ne vem, ker superstar, jaz ga ne bom ustavil lahko slikati. To mi je mogoče, ker jaz to doživim, pa pol ne vem. Ne. Ampak zaradi repa si v bistvu, mogoče si zaradi repa postal brivc, ne? Ker si zaradi repa pustil šolo, ali kako že? Okej, ja, okej. Ker si hodil na, kako že, ekonomsko. Ekonomsko sem hodil, pa sem bil slab, ne. Mislim, bil sem v redu, dokler nisem muziko spoznal, pa ko sem muziko spoznal, sem bil glavni frajer, jaz ne rabim šola, ne. In si vpisal frizersko v Ljubljani. Izredno, ja. To poudarjaš in to mi je zanimivo, da poudarjaš in povej, zakaj to poudarjaš. Ja, zato, ker mi je pač zanimivo, da so mi starši pač na ta način dovolili, da sledim svojim sanjam, ne. Ker definitivno nisem bil otrok, ki bi bil zrel dosti, da grem v Ljubljano, ne. In so mi pač dali, da moram sadje prodajati pri bolnici, pa lahko še delam izredno šolo, ne. Zaščititi so te hoteli na nek način, ne? Da so Nek te imeli način doma. tudi, ja, tako pa da jim delam tam zastonj. Ne, zdaj. ker je oče prodajo, ne? Ja. Ja. Ne, v bistvu je bilo bolj v stilu, da si zaslužim to, ne, ker v bistvu tudi šole izredno je za plačati in v stilu, dostikrat je bilo tako, da sem bil nagrajen kot otrok, če sem bil preden, nič nisem dobil zastonj, ampak sem mogel nekaj narediti. To je po mojem tudi taka kul vzgoja, čeprav je dosti danes izpodrinjena, ampak je kul. Kako so te pol starši podprli, da si šel v London? Ker to je bilo za un cajt kar veliko, ne? Lej, moj foter v otroštvu ni imel ful podpore in on je bil glih obraten. Ne? Kar pomeni, da on je šel boksat, pa je dobil batine, ko se je šel boksat. Batine pomeni, dobil je... Tepen je bil. Tepen je bil, ja. Ampak doma je bil tepen, ne. Ja. Zato, ker pač je delal, oni so imeli kmetijo in on je pač ne bi smel iti športati, ker je tukaj delal na kmetiji in zato, ne. Torej, v bistvu, tudi on je bil nek muzičar, pisal neke tekste, tako da je tudi razumel ta glasbeni mal svet. Ampak v realnosti, on ni imel tega suporta in je ful delal na tem, da pač jaz pa sestra pa mava suportu v čemrkoli, ne. Tako da sem kot majhen ful probal športov, vse žive športe. Karkoli sem hotel, sem lahko probal. In moram biti hvaležen, oziroma sem hvaležen, da sem imel to možnost, da so me zmer suportali. Ampak govorim zmer, karkoli. Kar je izjemno lepo in redko, ne. Ker slišim, kaj se dogaja in mi je prav, da ima starše, kateri te ne podpirajo, je zelo težko, ampak po eni strani pa ful zadovoljujoče po moje, kot ti rata, ne. Tako da ne vem, ne bom trdil, ampak po mojem mnenju tudi, če ne bi imel suporta, bi se jaz še po moje ful bolj potrudil, ne. Mislim, da, ne vem pa, ker nisem tega doživel, ne. Aha, kot iz inata, kot... Ne, to imam jaz ful rad, ne. Jaz imam ful rad, ko mi nekdo reče, to pa ne bo šlo. To mi je največji drive. Ko mi nekdo reče, to pa ne. Ker za barbershop so mi vsi govorili ne. Ko preden sem šel v London, če bi tu bilo, bi že nekdo strigel, pa zakaj bi strigel ženske, ki ni bolj, mislim moške, ki ni bolj ženske. Tu sem jaz skozi poslušal, preden sem šel, ne. Ker je pač več denarja bilo, ne? Več denarja je bilo, Frizerji, vse je žensko bilo, striženje, ja. vse je bilo, ampak zdaj pa ni več, ne. Pač ja, se je barvanje 150 evrov, ne, ampak je pa tudi striženje lahko 150 evrov, a pa, kako si rekla, 25 ali kaj? 24 000. 24 000. Sam z letalom pa pol hoteli, Lej, 5 sorry, zvezdic. tale je, veš, da mi dostikrat naleti ta tematika, če bi rad strigel znane pa tu, ne, kao bi za 10 ur šel Kaj postrižt. recimo NBA zvezdnike ali pa. recimo. Ajde Donketa, ne. Ajde ki Donke, vsi- ki bo zdaj tle. No, ampak ne vem, če mi je tu ta trip, ne vem, če se vidim v tem,
Definitivno, če bi pa dobil 10, da grem nekoga postrižiti, stari. Ne. Itak da. Kdo to naj bi vzel, pač. Nisem pun tip človeka, tu, kar delo danes na Instagramu, tu mi gre pa... No, znači, postrižem nekoga znanega in se slika zraven njega. Tu pa nikoli nisem tega naredil. Ampak ti tudi koga zavrneš, ne? Koga zavrnem? Ok. Oziroma izbiraš, koga boš postrigel. Ok. Ja, to pa delam malo, ja. Kako pa to veš? Ker sem novinarka. Ok. Okay. Kako to? Dobro, Bip, bip. Ja, dobro. Dobra. Mislim, zavrnem. Lej, tako, rad strižem dobre lase, pa rad strižem lepe face. Okay. Okay. Rad strižem pa tudi za denar. Ne? Ampak problem je, da nimam veliko časa striž za denar. Rad postrižem nekaj, kar mi je všeč, pa nekaj, kar vem deep down, da bom mogoče tudi objavil na Instagram. Torej, kar pomeni, da bom užival v striženju. Mi je več, ko zaslužiti unih 50 evrov. Ne? Okay. Zavrnem v šopu, pa ne nikoli. Kar pomeni, če grem danes delati v fast fade, bom vse postrigel. Ni da, tebe pa ne bom. Ne? To se ne zgodi. Če sem v šopu, sem v šopu. Je pa res, da me ni v šopu, torej v brivnici. Ne? Tako da ja, pač malo zberam, koga strižem, ali dober pogovor, ne rabim imeti perfektno čupo, pa perfektno faco, ali človek, ki mi je zanimiv, ali pa izjemno dobri lase, pa dober vibe, pa nekaj. Okay. Ne? Fast fade. Fast fade. To si tudi nekako si koncipiral, ne? Prvi ja. nastav, kaj z umekom. Ja, no, ok. Fast fade je pa tako... Lahko narediš požirek, kar na easy. Fast fade je pa tako, da je bila ideja, ko sem bil v Novem Sadu, sem strigel in so me vsi sprdali, da sem ful počasen, ne? Ker da narediš ti kvalitetno čupa traja. Jaz imam pa rad, da ko strižem, da je tu clean, ne. In pol so me tam dosti zabavali in pol sem začel malo hitreje strižiti. Pol smo se začeli pogovarjati o tem fast fadeu. Zdaj ne vem, ali je celo tam čisto ratala ideja, ali ne vem, ne spomnim se. Te ideje itak pridejo pa grejo, ne. In pol sem v bistvu res ugotovil, ko mi je tale Andrija iz Novega Sada, to je lastnik več barbershopov, lokalov in tako dalje, ki mi je on rekel, da Edis, ti delaš kvaliteto, ampak vsi nočejo kvaliteto. In to mi je bilo tako, McDonald's, ne. Vse McDonald's ni kvaliteta, ne. Ampak vsi hočejo Maca, ne. Tudi oni, ki pravijo, da jim ni všeč, sem zato, ker vejo, da ni zdrav, ne. Ampak v realnosti komu ni Mac všeč. No in v glavnem tle sem pa pač prišel na idejo, da vsi barbershopi so brez koncepta, pa vsi barbershopi zauzemajo ful preveč časa, pa premalo denarja delajo. Torej ti kot lastnik se ti ne splača med barbershopa. Ker je stranka predolg tam in premalo denarja dobiš. Premalo To denarja je dobiš. težava moških frizerjev. Ja, tudi barbershopi ne nosijo toliko denarja, kot si folk predstavlja. Ne? Jaz, če bi imel sem barbershope, pač ne bi mogel voziti teh avtov, ne bi imel tako lagodnega življenja od barbershopov. In pač, ko neki investitorji, ki pridejo, pa hočejo imeti barbershope in tako rečem, ni šans. No, fast fade je pa taka, je šansa. Zato, ker tle se pobrne toliko denarja, da tudi unka hoče investirati, se mu splača, zato, ker tukaj ostaja. A si to patentiral? Pa nisem, naj ukradajo, če mislijo, da lahko bolj naredijo. Imamo pa pač, kdorkoli ga skine, imam jo že upgrade, ki bo skinil njega, ne. Sem pač zdaj ne bi, zakaj, če ni, ne. In kako si pripričal umeka? Umeka sem pa prepričal, tako ko sem ga strigel, sem ga vprašal, kaj ti delaš kakšne investicije, imaš kakšne stranske projekte, bolj ne. Pa sem mu pa rekel, pač, da imam ta koncept, tako v stilu, da imam idejo, jaz sem pa res takrat glih investiral v plec, tako ko sem zdaj v tega tle, in ko tu naredim 1-2 leti, ne moram investirati. Ker me tako, ne da me boli, ampak ratam žrtev tam, veš, plačevati vse za nazaj.
ker zmeraj gremo čez budžet. Torej, nikoli nisem nobene investicije naredil v life, da sem se držal budžeta, zmeraj gre čez. Ker pa če delaš, naredi, kakor treba. No in v glavnem, in je glih ta ideja bila in sem rekel, tu bi šel delati samo z investitorjem, pa tudi ta investitor mora biti nek, veš, naj bi imel unga nezga tam v kravati, pa sem, kako smo naredili, a ja, takole. Ne, tako da v bistvu umek je pa tudi angelski lik. donatorji, ali kaj so? Ja. Borzniki. Mislim, lej, zdaj, če pridete, ajde, ne. Ampak umek je imel tak vibe tudi kot stranka, ful smo se ujela, tako ni ono, imaš dosti strank, moraš malo fejkat, z njim nikoli ni bilo treba fejkat, ker je real človek. In s takim se tudi da delati posel, tudi zdaj, ko se dobivamo na sestankih, se redko dobimo, ampak ko se dobimo, smo odkriti in si vse povemo fris. Koliko imaš lokalov zdaj? 4 za Fast Fadeom. Fast Fade Brez lokala, ki ga Janja fura, ne. v novem mestu. Ja. Fast Fade, povej koncept. Koncept je 15 minut, 15 evrov. Se strežeš dlje, dobiš cenej. Barberi niso zaposleni, vsi imajo 100 v najemu. To je pravi neka aplikacija ali kako ima, pač neka spletna stran ja, in tam se spletna stran je- poklikajo, Kdo zdaj barberi? barberi se poklikajo, ne, če Barberi želijo se, priti tako je. delati. Vsak barber lahko pride delati. In zato so tudi slabi reviewji, ki pride lahko vsak barber. Ampak, če bi vsaka stranka vedela pravila igre, ker nimamo nikjer napisano, To je ne, v bistvu kot coworking, ne. On v bistvu dobi plc, ja. prostor, Dnevni opremo, najem ima in najem dela, in lahko tako. kar želi tam delati. Opremo mora imeti svojo, ampak ja, vse Aha, ostalo oprema pa je. svojo. Ampak point je, da recimo dosti folka nekako kopira koncept in pa imaš enkico, zato ker je en slabo postrigel, poraš pa pogledati, če mu je dal dislike, mu pa ni. Ker mi imamo v bistvu pravilo, če dobi nekdo 10% dislikeov, leti ven. Kar se je zgodilo z enim, ki jih je full strigel. On jih je postrigel 74 na dan. Tudi Jure 300 prometa, ne vem kva, ne. V enem dnevu. Tako da v bistvu taki pol ponovadi letijo. To ne. sam črtamo. Ja, tu je zelo hitro striženje. je zelo Ampak so ga hitro. imeli tudi izjemno radi. Ne? Sem, če si pač pravila igre so pa pravila igre, kar pomeni, da če si dubo dislike, pač moraš iti. Ne glede na to, koliko si ti bil pri nas v najemu, pa koliko imaš ti redni Pa strani. neke kazni, ali kaj ste dali, da če nekdo zamudi, da je 50 evrov? A to še? Ne? Tu imamo v planu. A to imaš nismo v pa še- planu? Zdaj sem te To so oni- prehitela. To so oni Aha. upgradiči, A to ki so jih še... upgradi. Ja. Da bi To- bili pač, če to nima imamo v opreme, planu, da bi bila tako, neka kazen. Tako, če ni oziroma pometu 5 sankcija. evrov, 5 evrov, pa ideja je, da v bistvu tle je problem z zakonodajo, zato tudi nismo zaštartali. Idejo imamo, to recimo, da ti kot stranka lahko pišeš kazni z barberjem. Kar pomeni, da v bistvu bi stranka dobila denar, pol mi, pol oni. Ne. A si upaš v to? Tu bi bilo pač, jaz mislim, da še ne obstaja neki tasga in bi bil malo game changer, ampak zakonodaja je ful težka, tako da če obstaja kdo, da pomaga okoli tega, ker smo se ful pogovarjali in je ful težko razporediti pol to, kako Po bi šlo. tvoja ideja je v prihodnosti, da če en barber nekaj zafrkne, Ja? da ima stranka pravico, da ga, nam zdaj rekla, Prijav, prijav, ja? no, Prijav recimo. ga, Ja, in potem mora ta barber plačati kot ne rabim odškodnino oziroma plačati, ker vrniti bomo mi njegov nazaj. denar, ja. Vi date stranki nazaj in v bistvu barber ni plačan, ne? Tako je. Mislim, barber dobi kazen, ja. Na ta način, ker ni plačan. Zato, ker pač, tako je. Zakaj bi to uvedli? Zato, ker tako imaš pol čisti nadzor kvalitete, ne. Ker v realnosti je ne moreš imeti. Jaz zdaj ne vem, ali je Adam tam pometel ali ni pometel, ne. Kar me tudi realno ne zanima. Zato, ker pač, če ni pometel, bi mogel nekdo dislajkati, ne. Ampak se tu ne dogaja, da tukaj dislajkajo, tako da zaradi tega bi uvedli pol kazni. Kako pa ti vzdržuješ to kakovost? Ja, ne. Sej kdo rekel, da je fast food kakovost. Ne fast food, ker si rekel, da imaš še 4... Aha, tu imam pa sestro, katera mi pomaga kot menedžer. Mislim, pomaga, pač fura vse in pol skupaj. spremljate. Lej, jaz nimam časa se dobiti z vsakim barberjem. Lej, tako je danes. Danes v tem svetu moraš vedeti, kaj si tvoji zaposleni želijo. Ne? Nismo več od sajtu, ki mu daš plačo, pa si njegov alo. Ne? Zdaj se je to malo spremenilo. Ti moraš vedeti, kaj si on želi in mu to omogočiti. Če hoče na dopust, mu moraš dati dopust. Ne? Ker tak je cajt. Če mu ne boš dal dopusta, boš zamenil šiht. Tako da moraš biti obenem šef in prijatelj, kar je zelo slabo v odnosu v cajtih, ki tega ni bilo. Ne. Tako da stari,
ne morem reči te besede, ne? Ampak stari se ne znajdejo v teh časih in imajo problem z zaposlenimi, zato jih hitro zapuščajo. Ne? Moraš imeti nekoga, če nimaš časa, da v bistvu veš vse želje svojih ljudi, ki delajo pri tebi. Jaz v bistvu v svoji firmi nimam veliko zaposlenih, ker so vsi bolj kot ne v najemu, ne. Mislim, imamo v lokalu pa tako dalje, je neki ljudi, ampak ni pa spet tukaj. In tudi ne smatram jih kot zaposlene. Moram pa vedeti, kaj si želijo, moramo pa tudi imeti kakovost. In jaz nisem človek, ki ti bo težil, če ti nisi spucal. Jaz ful ne rad usmerjam energijo v probleme. Torej, če nekaj ni čisto, jaz ti ne bom težil. Tudi mogoče bom Lejlo poklical, pa je povedal, ampak mogoče se mi pa tudi ne da Lejlo poklicati, pa je povedati. Lejla je? Lejla sestra pač. Ona je menedžerka vsega tega, ona se z njimi usede enkrat na teden, imajo sestanke. Ne bom prišla mimo, prej si Fast Fate rekel, kdo pa je rekel, da je to kakovost? Kdo pa je rekel, da je to kakovost? Ja. Se ni, 15 minut striženja ne more biti ful kvalitetno. Ampak je imenitno za 15 minut pa 15 evrov, ne. En je rekel, smo urgentni center, da rešujemo ljudi, ker jih res rešujemo. Ja, mogoče kdaj dobil res slabo frizuro. Ampak kdo rekel, pa se to ne zgodi v kakovostnih barbershopih. Daj se ti zgodi, da tudi najboljši barber slabo postriže, se ni razumel stranko, ne. Tako da to, če si dobil slabo frizuro za 15 evrov, pač spet plačaš 24. A ti bi šel? Kaj, v Fast Fate? Ja. Sem šel kdaj, ker sem rabo nujno, ja. In preživel. Definitivno, če si redna stranka, boš v Fast Fate lahko dobil tudi boljšo čupo, kot pri nas v naši Brivnici. Zato, ker te barber pa pozna in te spozna in ve, kaj dela s sabo, ne. Tako da ni zdaj nujno, da če greš v Fast Fate, boš dobil pa slabo, ne. Definitivno pa, če priješ z neopranimi lasmi, z mastnimi, z gelom gor, kako naj te človek postriže. Prej si omenil McDonald's. A to res, da ti je to za vzor? Mislim, vzor. Rečemo, da po eni strani ful, ja, Fast Fate mi je ta vizija. Kot hitra hrana, hitra... Tako, ja. Hitro striženje. In vem, nismo dali še toliko fokusa v Fast Fate, zato ker imam toliko stvari, tudi ume, ki jih ima, ne, nismo ful fokusirani. Vem pa, če bi dal 100%, bi zdaj že bili posod. Sem pač, ne dajemo teh 100% in ko jih bomo začeli dajati, se bo tudi vedelo. Pač razširili kaj izven meja, to misliš? Ja. Okay. Pač zelo lahkotno, ne. Ti, kot si rekel, pač to brivništvo, en izraz si morate izmisliti, da ne bomo barber uporabljali, ne. Ampak recimo brivništvo je pač res tvoje življenje, ne. Veliko podvigov oziroma kar počneš, ko ne delaš, je vse s tem povezan, a ne. Imel si, koliko je bilo, 30-urni maraton. Ja. Kje je ta ideja? Zdaj, ki ti to povedati, bo zanimivo. Inspiracija mi je bil Martin Strel. Amazonka. Gledal sem njegov podcast in kaj je govoril o tem, koliko je on plaval, pa to sem jaz razmišljal, kaj pa jaz lahko naredim v tem stilu. Pa sem prvo šel gledati te rekorde v striženju, ne. Takrat sem tudi, rečemo, da sem imel 2 challenge takrat, ne. To bipolarno motnjo, ker nikoli od takrat, ko sem bil hospitaliziran, nisem to naredil, da nisem spal toliko cajta. Tako da mogoče sem tudi zato naredil 30 ur, ker se nisem upal zaradi tega več, da ne bi slučajno kak trigger naredil, ker to se lahko hitro zgodi. Ampak, ko sem pa to delal, sem pa doživel ta satisfaction in sem doživel, da tudi, mogoče sem pa premagal to, ne. Definitivno mi je bil pa res po njegovem podcastu, ne vem, kjer podcast točno, ful ne gledam podcastov in ne vem, ko sem glih njegovega gledal, če sem iskren. Ampak me je motiviral, ne. To je ta inspiracija, ki ti pravim, da črpam čisto iz nekje druge. Tukaj mi je bil zanimiv, pa tudi tako, res smo lahko ful več sposobni, kakor mislimo, ne. In pol tudi po 30 urah bi jaz še strigel. Tudi zaspal nisem še neki cajt, ker sem čisto hyped. Ja. Bipolarno motnjo si omenil, o tem si precej govoril, no, mislim. Tudi, ja, govoriš o tem in v bistvu na nek način ozaveščaš oziroma s to svojo izkušnjo, mislim. Glej, pač nočem se preveč hvaliti, ne. Ni bilo tako mišljeno, ampak ja, Ampak meni je bilo rečeno, da ni možno brez tablet,
pa sem najdel alternativo. Alternativa je bila, da sem vse knjige prebral, ker sem jih najdel v vezi s tem, najdel primere, ki so brez. In pač mi je lepo, da sem najdel neko pot brez teh tablet. Ne. Hvala Bogu, ja, sem imel Janjo in družino, katera je mogoče družina malo manj kot Janja. Janja je pa ful pritiskala brez tablet. In sem hvaležen, da je šla v to smer, ne. Da smo nekako, da sem imel suport, da pustim, ker poznam ljudi, ki družina ne pusti, ne. Sicer je pa tudi razumljivo, da če nek človek dela skozi iste stvari, pa nič ne spremeni, verjetno te isto doleti, ne. Ti si bil dvakrat hospitaliziran, ne? Ja. Kako ti ta zaradi bipolarna motnja, kako ti v bistvu pri tvojemu delu ali pa pri temu, kar si, koliko je to, kako bi rekla, da jo najbolj začutiš? Da vpliva name. Ja, mogoče. Jaz sem se pogovarjal glih za en dan z enim friendom, ki ima full ups pa downa, ne. Jaz mislim, da čisto vsi ljudje imamo to, ne. Jaz sem s to hospitalizacijo sem doživel, da sem mogoče malo bolj začutil samega sebe, kdaj imam slab dan, pa kdaj imam mogoče malo več energije, malo manj energije. In ne vem, če tu glih rečemo, mogoče imaš ljudi, ki imajo malo več tega, pa malo manj tega, ne. Definitivno imaš tudi nekaj, ki so skozi gor ljudi, obstajajo ljudje, ki so skozi gor, ne. Ampak če je tu, je pač tu in tu mora biti tu, ne. Jaz po zimi sem zmer ful slabši, ampak si natrpam toliko stvari, da sploh nimam cajt razmišljati, kako se počutim, ne. Recimo po zimi bom jaz imel ful natrpano. Zato, ker če samo obležim 1 ali pa 2 dni, sem takoj slab. Zato mogoče tudi tukaj delam, ker mogoče, če sem frej, bi doživel preveč časa samim sabo, pa mi ne bi bilo tukaj lepo. A pa začutiš kdaj, Ja. Pa se začuti tudi Janja, se začutijo vsi, ali ne? Začutiš mesec, ko si cel mesec slab, pa se sprašuješ, če je cool life ali je vse to narobe. Pač mislim, da je to normalno, ne? Začutim pa tudi kdaj, ko sem overhyped. Ampak jaz imam tu niso, ne bom rekel zdaj, da imam neke full swing, ampak jaz recimo dobim, evo, ševi je zrihtan, pa se nekaj zgodi na ševi, pa me fukne v depro. Ne, recimo, ne vem, zdaj sem imel neki en švasov gor, pa mi ni bilo všeč na sliki, ne, pa mi je čisto zamorilo dan, ne. Se v živo pol je bilo čisto hudo, ampak take mini informacije me lahko čist, da moram iti kar spat, recimo, ne. Lahko sem pa čist nahajpan od ene informacije. ampak ti si se zdaj to naučil, mislim, tudi si jemal tablete, ampak zdaj si nekako za svoj primer, mislim, zate ti je bilo najbolj, oziroma najlažji, krmariš s tem, da v bistvu kaj delaš? Rečemo, da ne vem točno, kaj je vplivalo na to, da se mi več to ne ponavlja, ne. Okej. Ful mi je bad, ko tu rečem, recimo, kdaj pomislim pol, kaj pa, če se mi kdaj Ja. ponovi, ne. Pa se bo, pa bom spet zrihtal, ne. Ampak, rečemo, da jaz sem prebral neko knjigo, kar jaz verjamem, da po nekih 10 letih naj bi se ti obnovile celice, če si dosti priden, ne. Tako da jaz sem bil ful nek cajt priden, pa sem jedel ful zdravo, veš, ono, imel sem dieto brez cukra, raw food diet, torej presna dieta. Neki cajta, nisem ful zdržal presno, neke 3 tedne, bila sva na morju, veš, da sem vzel ono pico, ne. Sorry, to moram povedati, z Janjo sva delala neki tam presno, nek hamburger, sama semena, 6 ur sem čakal ona semena, tudi bila na koncu neka pleskavica od semen. In ko sem ono ugriznil, je bilo toliko preslano, sem pa pojedel 6 banan in takrat sem ugotovil, da ne bom več presni, ne. No, glavno, ful enih diet, od vseh teh iz knjig, primere sem probal. Definitivno mislim, da treningi so tisto, kar mene drži, da sem nekako Telovadba redna? Telovadba redna, čeprav imam obdobje, ko ne treniram redno. Tako recimo, pride, ne vem, zimo ga trgam, ampak poleti pa mogoče tukaj ne treniram, no, ker mi ni point poleti trenirati. Tako da ja, telovadba. Jaz sem takrat tudi ful skenslal kavic, neke te fore, ful imam rad te neki, da si odvzemem, ne. Ampak zdaj pa moram reči, da tudi spijem kdaj kaj, pa mi ni
ne bom zdaj rekel, se ga napijem, ne. Ampak spijem do mere, da vem, da ne grem čez, ne. Ni zdaj, da bom kozlov na WC-ju pa se ga ubil. Ampak sem začel tudi daj konzumirati alkohol, pa sem recimo 7 let bil sober, ne. Pa mi nimam občutka, da vpliva tukaj name. Je pa res, da ne delam to ful na redni bazi. Kakor sem takrat, ne. Takrat sem bil mlad klinjo, ki je pač vsak vikend ga šel žurat, ne. Tako da to je malo drugačno. Kako pa je, a se verjetno se pogovarjaš, mislim, z družino, punco, kako so oni, kako so ti lahko najbolj stali ob strani? Ker verjetno karkoli rečeš, je lahko v enem trenutku narobe, ne vem. Ja. Jaz mislim, da ni bilo meni toliko težko, kakor je bilo njim, ne. Ja, Ampak pol je pa tudi meni ratalo težko, ne, ker v bistvu, veš, en cajt, glej, tudi vse, kar danes počnem, se kdaj vprašam, ali je to normalno. Veš, neke investicije počnem, ki niso glih racionalne. Grem čez glavo, čez zid, ne, tako da mogoče sem jaz skus maničen. Mogoče vse, kar živim, je neka moja iluzija realnosti, ki drugim ni realno, ne. Ampak vsi okoli mene so se navadili, da imam take neke izzive, kot ta trip iz nule, to ni glih normalno za nekoga, ki mogoče si ne bi upal kaj takega narediti, ampak kaj pa vem, ker nekaj sem začel nabijati. zdaj povežva točke, Chevy, prej si Chevy omenil, Ja. in zdaj, torej trip iz nule, torej gre za še en drug tvoj projekt. Ja. Od mnogih, poleg tistega maratona. Šel si po Evropi, Ja, mislim, s prijateljem, ja, in nista imela nobenega denarja. ja. In poanta je bila, da s striženjem, oziroma strigel si samo, ne vem, če si bril. Po Evropi je čisti real deal. Torej tam res nisem imel centov ob strani. Ja. Brez Okej. denarja po Evropi, Res, ja. in zaslužil vse, kar si zaslužil, je bilo, da si na cesti naključno mimoidoče strigel. Ja, naključno težil ljudem, Živ da se in kar so strižejo, ti dali, to sta imela za. za živeti. Ja. Potem si tudi v bistvu nek blog sta snemala, ne? Ja. Ko sta začela, ne vem, 40 evrov, pa je bilo pol 175, pa je pol padalo. Ja, tako. Kako Imeli je? smo, ideja je bila, da je kot v GTA-ju, ne. To je bilo moja ideja, da imaš gor cash. Ampak Dunaj, Češka, Slovaška, Berlin, ne? Je bila ta tura. tako je bila turica. To je bila v bistvu sem probna za Ameriko. To v bistvu ni bil point, da bomo mi zdaj s tem, mi smo rekli v Ameriki, pa bomo, ne. Ampak mi smo tukaj prišli zmozgani v te Evrope, da se pol po Ameriki nam ful ni dalo, ne. Pač point je, da če bi ono bilo na YouTubu, jaz mislim, da bi ono ful bolj počlo, ampak tega še danes je na YouTubu, to bomo pa zdaj dokumentarc delamo iz tega in smo ga končali in ne vemo, kdaj ga bomo predvajali, ampak enkrat bomo. Dokumentarc smo samo zaradi tega naredili, ker smo tukaj zamudili s temi epizodami, ne. Ker na isti način kot v Evropi si šel potem V Ameriko, v ZDA. Ja. Sem, da po Ameriki nisem imela avta, ampak glej, ta couchsurfing, ne, je bil ta lifesaver za to Ameriko, ne. Pač, jaz mislim, da če ne bi imeli tega Tomasa, ki nas je hostal, ker nam je tip kar dal avto, pa plačal zavarovanje, da mi lahko furamo njegov avto, čakaj malo, ne. Brez tega bi bilo dosti težje. Pač moramo biti realni, stari, da brez spanja zastonj in avta zastonj Ja. bi bilo ful težko. Ampak kako je bilo to, da po Evropi, ko si pač ljudem rekel, hej, a te postrižem? Jaz ne vem, kaj bi rekel, če bi meni na cesti rekel, a te postrižem. Ne vem. Meni je to ful hud feeling. Meni je ful dobro, da ne vejo, kdo sem in da ne vejo, kako strižem in si ne želijo moje frizure. Ne? Ker tle je glih obratno, ne? Tle pa vejo, kdo sem, pa hočejo, da jih strižem, ne. Ker to, a veš, si Ker tam jih predstavlja. lahko tudi slabo postrižem, veš, kaj mislim. Ja, ampak postavi se v njihovo vlogo, ne? Ja. Če bi kar nekje en do tebe prišel, bi rekel, te postrižem. Bi mogoče bil tako, Ja, se je težko, se jaz dobim ful nejev, ne. Ja. Tudi pač v njihovi vlogi, jaz ne vem, če bi glih, ne. Važna je energija, pristop, stil, ne. Jaz če bi sebe vedel, bi rekel, itak, Ja. ne zabavim se. Ampak veš, kaj mislim reči, važno je, kak imaš pristop, pa kako jaz sem ga kar natreniral, ker se mi že toliko, jaz ne vem, koliko tu no bi in mogel kje je bil ta vžgati. stavek, da si jih dubo? Kaj si rekel? Pa ne, jaz sem Kaj ta ni bil? pristop, Pristop. kao živijo so mediji Slovenije, strižem po ulici,
te lahko postrižem, všeč so mi tvoje lasje. Ne, ko rečeš, všeč so mi tvoje lasje, so že malo... Ne. Ampak ne pomaga. Ne. In koliko sta pa zaslužila iz te Evrope? Zdaj, končnega nule. zneska ne vemo. Tu bi pa bilo zanimivo, kdaj preveriti. Ja, Rekord imamo v Las Vegasu, je bilo meni za $370 v enem dnevu, pa v Berlinu imamo 250 evrov. okej. Tu so rekorde v enem dnevu. Ja. Ampak sem pa strigel v Italiji, ko smo šla z Janjo, tu ni bilo nikjer na social media, z Janjo smo naredili Ja. cel trip po Italiji, Ja. ker ni bilo objavljanja. Sem pa naredil tudi 160 evrov s tamalimi, ker sem jih strigel po 50 evrov. Fast fade. Sem pač No, pokal tam pa to tako. gre, ja, v Italiji. Ja, Če kje tam. ja. Zdaj pa spet greš. Zdaj V grem ZDA. pa, ja, ne v ZDA, Ne? po tle dol. Aha, Balkan. Ja, ne vem, je to Balkan, ne vem, sem geografijo Aha. sem kar slabo, ampak Dobro. štartali bomo v Sloveniji, torej v Ljubljani štartam in pa grem tale Madžarska, Romunija, pa se pa začne, po moje, Bulgarija, ne vem, Bulgarija, Turčija, pa Grčija, Albanija, pa A, Gaja. ta smer. Tako grem. Ja, ta Balkan mi je že Ja, ono, ja, ja, večno ja. novega, Tam ne. si vsak vikend. Ja, pač ne, kaj bom tam, ne. Tako da ja, ta ruta ni bila tako planirana. Moja ruta je bila planirana Italija, Francija, Španija, ne. Ampak imam za svojim hrbtom Andy's brand, ki mi je tudi pomagal organizirati te seminarje na poti. In me je on poslal tja, ne. Ampak, ko sem videl pa Grčijo, sem rekel, pa okej, ne, v Grčiji pa res nisem več s kemperjem, Ja. po Grčiji mislim, da je hudo, ne. Pa bom Španijo pa to drugo leto, ne. Nisva še omenila Šumar. Imel si Šumar. pač tudi svoj brand, Ja. ampak Ampak še zmeraj si želim imeti svoj brand. še vedno si želiš imeti svoj brand. Imam že eno ime in delam nekaj na tem. Point svojega branda je, da folk mogoče ne ve, kako je imeti svoj brand, ne. Jaz poznam veliko ljudi, ki so imeli svoj brand, pa ki so začeli svoj brand, pa so jih opustili. Poznam ljudi, ki so tudi nekaj naredili iz svojega branda. Ampak treba se ful žrtvovati, pa ful sebe dati not. Jaz se pač sem dal nek cajt, to je tudi moj problem, zmeraj nekaj naredim, pa zginem. In s Šumarom je bilo tako, pač v štartu mi je bilo ful vse bomo razvijali, pa enostavno imaš toliko stvari, da ono, tudi, jaz imam še zdaj imam za doma sode, olja, ono, ne. Sem mislim, da je ono. Sode olja. Ja, pač to Okej. smo mi sami filali, kaj, tu v Favnu, tam so nam samo pač naredili, pa smo mi pakirali, ne. V štartu sem tudi njim dal, ampak je bilo ful drago po flaški, da mi oni pakirajo, pa sem pa začel sam, ne. Tako da meni zdaj imam še zdaj v skladišču ne vem koliko tega olja, ker itak nismo sfurali do konca, tako da if you need. Zdaj pa kaj, vem, da razvijaš svoje škarje, ne? Da imaš nekih, ali kaj, 5 že razvitih? Kako pa to veš? Če to ti pa nisem povedal, sem ti. Ja, imam svoje škarje, ja. Bravo. Ja, imam kar ene par svojih škarij, ampak tudi nisem resen, ne. Tudi nisi resen. Ja. Jih tudi nekaj prodam pa tako. A je to pomembno, da ima Barbara, veš, kaj tako kot ti, ko priješ nekam, da si zvezdnik, da imaš pol še en svoj brand, je to tako paket. Je value, ne, neka dodatna vrednost, ampak Da pol napišeš hvala za nakup, pa imaš naprintan, natisnen podpis. no, tvoj. to se jaz ne grem, ne. Jaz tudi te škarje, ki imam, so tako hude, da jaz sploh ne delam na embalaži, me niti ne zanima, kako embalaža izgleda, ne. Recimo, ko ti govorim, koliko se jaz trudim, ne. Pač jaz vem, so hude škarje, nikoli jih ne objavim na Instagram, niti jih nimam na pageu, ampak jih prodam, S ne. kom si jih pa razvil? Z enim Italijanom, oni pa proizvajajo tu na Japonskem. Kje pa drugje? Ja. Ampak razvijam naprej, delam en kovček in ta kovček naj bi bil končan za na to pot, ne. In tla naj bi se zbudila ta znamka Dobro. Go for the OGs in če se to zgodi, se zgodi, če se pa ne zgodi, se pa ne zgodi, nimam ful neki. Pa kaj razmišljaš pa tvoje želje, pa robot za striženje, ali kako?
da ne bi sploh rabili več. Čakaj. Odkje ti te informacije? Kje si pa ti to? Kje sem pa jaz to govoril? A je res ali Dobro ni? si, A je res dobro ali si, ni? všeč mi je to. Je res ali je ni? res, Je je res. res. Je res, ampak so eni že ful začeli na tem delati in me mogoče malo mineva. Jaz vem, da bi lahko razvil robota, ki striže, vem pa, da to ful stane, pa ne vem, kdo bi to vložil. Ampak jaz vem, da se da, če mu jaz dam vse svoje znanje, bo to največji robot na svetu. Ne? Ampak point je, da ja, mogoče se pa zgodi, mogoče bojo Kitajci naredili, pa bom jaz naredil jačega, ne? Ker pač mislim, da lahko naredim jačega v svoji glavi, ne? To je mogoče tudi moj problem, ne? Ampak ja. Kaj ti je prineslo več težav v življenju? Mikrofon, brivski strojček ali podjetništvo? Podjetništvo. Fiks. Kaj te je pa delo z ljudmi naučilo o človeški naravi? Wow, dobro, zanimiv odgovor. Mislim, odgovor. Lepo si odgovarjaš. Lej, tako je, ne, pač ti si tudi že malo leti. Velikokrat si bila razočarana od ljudi, ne. Jaz sem bil tukaj razočaran od ljudi, da ko me razočarajo, sem spet razočaran, ne. Ne vem, zakaj mislim, da bo pa ta oseba drugačna. Ampak podjetniški tale, rečemo, duh, ki ga razvija skozi leta, ali skill, ti pokaže pol, da razumeš mogoče one ljudi, ki so malo nesramni do drugih ljudi v biznis svetu, ne. Več govorijo, on je pa nesramen, ne. On je nesramen, ker je toliko doživel od drugih nesramnih ljudi, da je tak ratal, ne. Trd je ratal pod kožo, lahko reče, ne. Ampak v realnosti je pa, da redko kdaj ima Janja narobe okoli katerih oseb, ne. Jaz ne vem, kaj imate vi to bejbe, ampak ve, mislim, ne rečem zdaj to vse, ampak Janja ima pa fiks občutek, da ve, kjer bo pa kjer ne bo, ne. Tako ful dostikrat. No, kaj pa ti? Jaz si pa rad zatiskam oči. Jaz tudi tako, ko začutim, da nekaj ne bo, ga bom kar še si bom kar malo lagal, ne. Pa tudi, ko si malo lažem, ta pa bo, pa pol tudi, ko dojemam, še malo vztrajam pri tem. Tako da sem mogoče še zmeraj malo razočaran dostikrat nad katerimi odločitvami, ki jih sprejemam, okoli katerih ljudi, koliko jih spustiti blizu, pa koliko daleč, ne. Ampak glih zaradi tega mogoče pa nimam več toliko veliko prijateljev, ne, ker imam več teh poslovnih, rečemo, ne sovražnikov, ampak kakorkoli, no. Edis, Je. hvala. Ja? Ja. Ok, hvala tebi.